Jaz sem se zadnjič malo zabaval, da cel svet govori o Taylor Swift, meni pa Suzuki malo ljubši. Danes bomo vzeli pa v zobe en avto, ki je v moji knjigi spominov zapisan s takimi zelo velikimi črkami. Veš, ta avto, ki ti ga bom zdaj pokazal, je mislim, da tretji avto, ki sem ga jaz testiral v življenju sploh. No, in eden od teh najzgodnejših spominov, ki jih imam iz tega foha, je, da ob polnoči po celodnevni vožnji sedim v takratnem Swiftu z laptopom v roki in zapisujem te najbolj sveže vtise. Bil sem totalen rookie in sem vse stvari moral narediti takoj. In tudi na tak način se je Swift v mojo knjigo zapisal tako, kot se je. Vedno je bil simpatičen avto, na velik načinov, tak preprost, nepretenciozen, ampak zelo solid, kar se tiče, kako je narejen, kako se pele, kakšen pristop ima na splošno in tako naprej. Ker vidiš, je nova generacija Suzuki Swift. Namerno sem pustil odprta vsa vrata, pa še kufer. Samo zato, ker se mi zdi, da zgleda prav simpatičen, ki je ves razbacan, ampak dajmo zdaj zapreti vrata, pa da ti malo več povem o avtomobilu, ki je zelo nenavadne barve. Jaz tako, ko sem ga prevzel, sem rekel, a tole je vaša lansirna barva. Le vsak se po svoje odloči. Meni se zdi taka sprana pistacija, bi se za kaj drugega odločil. Ampak, pejmo k bistvu. Torej, tole je Suzuki Swift. Oblikovno ostaja posebnež, ker je vedno to tudi bil. Swift je vedno zgledal malo bolj zanimiv, drugač. Odstopal je, zdaj ni nič drugač. Daleč od tega, da bi bil ene vrste mikro fotomodel, mislim, v estetskem smislu si lahko priznamo, da obstajajo kakšni avtomobili, ki potegnejo luč na drugačen način. Ampak ravno to je del njegove privlačnosti. Pri Suzukiju so se odločili za eno tako precej zajetno masko, ki me v nekaterih potezah spominja na maske nekaterih preteklih Fiest, nenavadna oblika žarometov. Predvsem pa, zdaj pa pridemo do stvari, ki že delajo razliko v kabini, pridemo pol do notranjosti. Zelo pokončna sprednja šipa, kar pomeni nor občutek prostornosti. Mislim, ko sediš spredi, imaš feeling, da sediš v kombiju. To je, no, se ti pol pokazal. Pa seveda tudi cestebriček je obarvan črno, zato dobiš ta feeling kao lebdeče strehe. Pol pri zadku so bili pri Suzukiju vse majčkeno bolj konzervativni. Drugač pa pejmo k osnovi. Bistvo, ki ga moraš vedeti o točno tem avtomobilu, je, da ga poganja 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki je podprt z blago hibridno tehnologijo. To, kaj je polni samopolnilni hibrid, kaj pa blagi hibrid, smo menda že razdelali leta nazaj. Vidiš, to tudi označuje z značko hibrid. Ene značke pa na tem avtomobilu ni, pa bi lahko bila. All Grip Suzuki Swift ostaja eden tistih redkih majhnih avtomobilov, ki so lahko opremljeni s štirikolesnim pogonom. Ne samo, da je redkost to, mene predvsem navdušuje izdaten trud Suzukijevih inženirjev, ki se jim grede kaže tudi pri Vitari, predvsem v tem, da kljub temu, da je tudi tale avto opremljen s štirikolesnim pogonom, da je zelo lahek. Tehta 995 kg. In dejstvo, da je masa nizka, tako krasno vpliva na njegovo vozno dinamiko, ampak se sem rekel, nismo še tam. Torej, nenavadnemu, ampak ostremu videzu moramo dodati skromne mere. 3,86 m ga je v dolžino skup, medosna razdalja je razmeroma kratka, dajmo reči 2,5 m, nekaj dosti več, oziroma mogoče še celo malo manj. In to je že eden od dejavnikov, ki pol na koncu, ta kompaktnost, vpliva na to, da je avto zelo, zelo lahek. Prtljažnik pri takšnem avtomobilu ni bistvena reč, ampak nepomemben pa tudi ne. Ta prva stvar, zelo lahko je dostopen. Po litrih ne odstopa niti približno 265 litrov, ampak ta dostopnost je prijetna, mislim, da jim reči uporabna, da si boš lažje predstavljal, kako to zgleda. V tem trenutku sem vam pobral nahrbtnik en box od Gizmota, zgleda približno takole, ampak teh 265 litrov za nekoga, ki bo kupil ta avto, to ni toliko majhna cifra, to najbrž ne bo prvi avto v družini, najbrž se bosta z njim najbolj pogosto vozila dva, kar pomeni, da se bo uporabljala za prostor še zadnje sedeže. Drugač pa tudi ta luknja, poudarjam, dostopna. Dajmo za tole nazaj, mimogrede.
Tale ruzak sem zadnjič pokazal na Instagramu, pa mislim, da vas je bilo 4-5, ki ste sprašvali, če imam nov ruzak. Ta ruzak se v Komotar minuti pojavlja že po moje 7 let, tole zdajle ni oglas oziroma reklama. V Gross Basketu sem ga takrat vzel, jaz bolj vzdržljivega ruzaka še nisem imel. Zato, ker ga maltretiram dobesedno vsak dan. To je, veš, ženske imajo svojo torbice, ne? Jaz imam pa ta svoj ruzak. Na počitnice, vsak dan v službo, res ga obremenjujem na polno, ena stvar še ni fuč. Vrhunski izdelek v Gross Basketu, tega terjavga ni več. Dej, pri Swiftu smo ostali. Poglej, tole je motorček, ki ti ga želim pokazati. 1, 2, 3 cilindri smo rekli, dobri 60 kW, brez turbopolnilnika, atmosferc. Pa veš, da se avto, ravno zato, ker je tako lahek, v prvi pa drugi prestavi, spodobno zgane. Pri višjih hitrostih pol tudi hitro postane razmeroma glasen, ampak višje hitrosti niso tam na seznamu, na njegovem jedilniku. Ne? Star je že poraben, nisem sploh preveril, zdaj če že v motorju govorim. Dajmo mi to malo pogledati, kva prav potovalc. Evo, poglej, kaj piše, 5,1 litra na 100 km. Glede na to, kako jaz tegale Swiftka vozim, je to odličen rezultat. Zato, ker se mi zdi, da je moje najljubše opravilo s tem avtomobilom, da ga mečem iz ovinka v ovinka. In zdaj zaprem havbo, v kokpitu smo, pa ti pokažem še malo tukaj noter. Kje začnemo? Pri volanu. Gre za blago športno nastavljen izdelek, tukaj imamo opravka s plastiko, ni motečec, spodaj je majčkeno prerezan, drugače pa lepo sede v roko, na njem sta na levi in desni prečki, pa tudi spodaj klasična stikala, klasični gumbi, brez piano plastike, to mi je všeč. Merilniki, instrumentna plošča, dobri, stari, analogni, stara šola, zelo preprosti, odlično berljivi in meni ravno zato, ker so tako simpel, zelo všeč. Pa verjamem, da bodo še marsikomu. Mimogrede, Suzuki na let v Sloveniji proda koliko 1100 avtomobilov, tam nekje se vrtijo. Največ je seveda Vitara in tako naprej, ampak zdaj, ki je Swift na nov prišel, verjamem, da se bo tudi tukaj kaj zgodilo. Potem pa, če se premaknemo desno, tale drobna konzola je namenjena klimatski napravi, tukaj nastavljamo temperaturo, tukaj pa piharijo. Jaz bi poziciji teh 2 stikal zamenil, ker se mi zdi, da več uporabljam to kot to, ker imam običajno ustavljeno na avto. Drugače pa klasična stikala, zelo lahko za uporabljati, pač intuitivno, preprosto. Tukaj spodaj imamo USB-A, če se ne motim, bom jaz tukaj odprl C, pa 12 voltna vtičnica, odlagališče, ampak tukaj ne boš mogel brezstično oziroma brezžično polniti telefona. Cup holder, trda podlaga, kar pomeni, da se stvari slišijo, ko se rolajo naokrog, pa da tle omaknem še en telefon, tle še eno odlagališče. Klasična ročna Madonna, It Feels Good, pa ročni 5-stopenjski menjalnik, ki je precej natančen, pa vesele ga je bilo uporabljati. Pa tole sem še pozabil pokazati, zelo preprosto, enostopenjsko gretje sedeža. Na koncu dneva vidiš, da človek v resnici, če si hočeš malo ritko pogreti, več ne rabiš. Sedeži so oblečeni v blago, v bistvu kar dobro držijo, pa udobni so, to je pomemben. Zdaj pa tale model tukaj. Vmesnik, tega sem se dotaknil že pri testu Vitare. Jaz mu malo zamerim, dajmo reči, podpovprečno odzivnost, sicer v goli osnovi ponuja marsikaj, praktično vse, ampak ene stvari so, mislim, malo počasi se stvari dogajajo. Pri Suzuki so se sicer potrudili, da, tako kot sem omenil, ponuja vse, ampak kaj pa vem, no, malo traja, pa tudi do enih stvari dostopaš, malo cajta si moraš vzeti. No. Tako da na tem področju zagotovo poznamo bolj dodelane izdelke. Je pa tudi res, da vprašanje, koliko časa vi dejansko zapravite na tem, da se ukvarjate z vmesnikom. Ne. Dajte mi malo povedati v komentarjih, ker na koncu jaz kakšno stvar malo skurcam, ne, pa folk reče, pa dobro stari, se to pa res ni zdaj tak problem, ne, ker imaš ti ene stvari naštimane, imaš pol mer. A je tako ali ni tako, to morate pa zdaj vi povedati. Govorim pa na nek način iz lastnih izkušenj, ker vozim Toyota RAV4 in vmesnih tam noter je tudi Bog pomagi. Ne? Toyota je dolg časa rabila, da je prišla na nek nivo, ki ga držijo tudi drugi. Ok, zdaj pa pojmo naprej. Kar se samega videza armaturke tiče, mislim, vidiš, da so se oblikovalci potrudili, da bi popestrili malo to notranjost, takole na vratih, pa tako. Za pričakovati je bilo, ker to je Suzuki, to je Swift, veliko trde plastike, praktično povsod, hopala,
ampak to mene ne moti niti mal. Mislim, tukaj ne moramo pričakovati, da bomo gledali Alcantaro pa leder, no da je nekaj sedret. Na nek način to pritiče njegovi robustnosti, preprostosti in tako naprej. Zagotovo to ni minus. Predvsem pa, ko začneš denar na kup metati, ne. Koliko avta dobiš za ta denar? Mislim, 4-kolesen pogon, odziven motor, vozne lastnosti. No, a ja, nismo še tam. Pa če sem si jaz sedež nastavil zase, pojmo pogledati, kaj se zgodi v drugi vrsti. To zdaj ni ekstremno pomembno, nepomembno pa tudi ni. A ja, pismo, no, ključka nisem pokazal. Kako je majhen, simpatičen, v žepu se kar skrije, Madonna, včasih sploh ne veš, da ga imaš. In na njem samo 2 preprosta gumba za zaklent pa odklent. Več preprostih avtov testiram, bolj vidim, kako so mi všeč. Pa še vozniški del, armaturna plošča iz sovoznikove strani. V bistvu mu ne moreš kaj dosti očitati, na nek način deluje tudi sodobno, ampak seveda s tem Suzukijevim predihom, ki združuje ogromno enih različnih linij v eno celoto, ki deluje precej busy, ampak ob enem čisto v skladu s tem, kar avto ponuja tudi od zunaj in tako naprej. Tele revijo umaknem, pa se usedem. Vstop je precej lahek, ampak kar se samega prostora tiče, čudežev ne pričakovati. Za glavo sicer ga je več kot zadost, drugače pa jaz sem 1,75 m, moje nogice niso zelo dolge, pa mi tukaj v drugi vrsti ostane sicer 10 cm prostora. Če bo pa spredi sedel kdo višji, ško sem se pa jaz zdaj zavedel model. Glede na to, koliko majhen v avtomobilu sedim, ima ogromne naslone za glavo. Kar se materialov tiče, pa tako naprej, v drugi vrsti je enako kot prvi. Šipe so na elektriko, prostora za glavo je dost. Udobje pa, mislim, I guess da ok, tukaj se nisem nič vozil, če bi šel na kakšno daljšo vožnjo, se tudi ne bi smel biti problem, ne? Mogoče imam sam pripombo nad dolžino sedalnega dela, verjetno mi je bilo malo daljši. Glede na to, koliko je kratko medosje, je vstop pa izstop kar prijeten, mimogrede. Tale je 4-kolesno gnan, se mi zdi, da je podvozje nasajen oziroma karoserija nasajena malo višji, kakšen centimeter, da je vstop lažji. Zdaj pa. Ta avto se tako fajn pele. A veš, ampak je hecen. To znajo narediti pri Suzukiju, pa delno tudi pri Subaruju. Na nek način v ničemer ne odstopa v tem, da bi bil ekstremno trd, pa čvrst, pa da bi zato bil v vinkih res fajn. Sploh ne. Avto je razmeroma mehak, se ne da se gunca ali pa kaj, ker Suzukijevi inženirji so mojstri nastavljanja podvozja, ampak dejstvo, da je tako lahek, da je tako krasno odziven, pa natančen, nizka masa ima pri tem velik vpliv, je pol to, da se ti zgodi, da se ujameš, da avto, ki ni, bom rekel, ekstremen športnik, da kar iščeš zavoje, da ga boš noter vrgel in potem malo poiskal mejo prijema in šel iskat naslednji novink. Ta avto je tako fajn zapeljati, hiter. In meni se redko zgodi, da odprem Viber grupo, kjer smo noter atmosferci in začnem pošiljati glasovna sporočila, kako jaz uživam, kako se imam fajn, kako ga mečem v in iz zavojev. No, pri tem avtu se je to zgodilo. V tem smislu ti pač da en tak avtomobilski joie de vivre občutek, da je tukaj zato, da se imata skupaj fajn v vinkih. Tako je lušten, no. No in tukaj se pol ta zgodba začne sestavljati, ne. Jaz sem se zadnjič malo zabaval, da cel svet govori o Taylor Swift, meni pa Suzuki malo ljubši. No in s tem na nek način prihajamo do konca. To se pravi, da boste vedeli, opravka imamo z novo generacijo, le kako je hecen z tega kota. Novo generacijo Suzuki Swifta, ki je zelo poseben avto, bom rekel, stare šole, pa z vsemi sodobnimi prijemi, ki jih sodoben avto mora imeti, pa tudi nekaterimi pomanjkljivostmi. Zgleda malo nenavadno. Poganja ga odličen trivaljnik, ker je izredno lahek, je lahko tudi izredno varčen. Je eden redkih majhnih avtomobilov s 4-kolesnim pogonom. Njegova uporabnost, kar se prostora tiče, je seveda omejena, kratka medosna razdalja. Spredaj, zaradi pokončnega A-stebrička prostora, ogromen, praktično kombijevski feeling, zadaj povprečno kufer 265 litrov. V tem trenutku težko najdeš malčka z več enega takšnega pristnega karakterja, ki se pri vse sodobnejših avtomobilih vse večji meri digitalizacije, ta pristnost se kar malo zgublja. In jaz kakšne hude zamere v povezavi s Swiftom preprosto nimam. Obregnil sem se ob umestnik, še danes ne vem, kje se izklop opozorilnik za prehitro vožnjo, če prekoračaš omejitev. In to je to.
Cene se nismo še dotaknili. V osnovi, najbolj osnovnega Swifta pravi, da dobiš za, koliko smo rekli, dobrih 16 tisoč. To je kar ugoden podatek. Tale, ki je zelo dobro opremljen, 4-kolesen pogon, kovinska barva, pa še kar neki dodatne opreme, pa ogrevane sedeži in tako naprej. Koliko smo rekli? Dobrih 20 tisoč, 20.800, nekaj takšnega. Enoč, to je to. Zdaj veš, koliko je ura, kje stojimo pri tem novem Suzuki Swiftu. Folk, lepo se imejte. Ajde, čau.